Socialni demokrati smo prepričani, da je pokojnina pravica, ki izhaja iz dela, ne pa socialna pravica. Ves mandat smo si prizadevali za dobrobit starejše generacije. Podpirali smo predloge, ki so pomenili izboljšanje položaja upokojencev, to je predvsem usklajevanje pokojnin dvakrat, ne pa enkrat letno. Zelo kritični pa smo bili do predlogov, ki so upokojencem poslabševali življenjske razmere, posebej do zakona o usklajevanju socialnih transferov. Ta je namreč poslabšal usklajevanje vrste socialnih pravic, ki so vezane na pokojnine kot varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo in invalidnino. Socialni demokrati smo poskusili s svojimi predlogi uveljaviti pravičnejši način usklajevanja, a smo bili preglasovani. Toda pravilnost naših opozoril se je pokazala, ko je Slovenijo zajel inflacijski val, ki je tiste z nižjimi prejemki potisnil v revščino. Vlada je zaradi bližajočih se volitev po koščkih popravljala krivice, ki jih je sama povzročila, ni pa podprla našega predloga za enkratno uskladitev pokojnin z neto, ne pa z bruto plačami. Socialni demokrati smo bili pozorni tudi do skupin upokojencev, ki so del pokojnine zaslužili še v bivši državi. Tudi vdovam bivših vojaških zavarovancev smo želeli zagotoviti pravico do delne vdovske pokojnine, vendar sta vlada in koalicija naš predlog zavrnila. Socialni demokrati bomo tudi v prehodnem mandatu skrbeli, da starejši ne bodo potisnjeni na rob. Dragocena sta njihovo znanje in izkušnje, ki pa jih ne cenimo dovolj. Zato se bomo zavzeli, da bodo imeli upokojenci več možnosti, da se vključijo v aktivno življenje skupnosti. Pokojnine morajo slediti rasti plač in tudi najnižje pokojnine morajo zadoščati za dostojno življenje. Pri tem morata pokojninski in javnofinančni sistem zagotavljati dolgoročno stabilnost.